Dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v studiu nove oddaje Eno jabolko na dan. V naslednjih tednih se bomo v njej posvečali temam povezanim z zdravjem, komplementarnim metodam zdravljenja in predvsem preventivi. Pa tudi medicinskim sistemom, različnim medicinskim sistemom in njihovim metodam zdravljenja in preventive. Za prvo oddajo smo izbrali temo Ajurveda, to je starodavni indijski sistem zdravljenja in moja gostja danes v studiu je Maja Kolarević, doktorica Maja Kolarević iz Inštituta Anahata, ki nam bo predstavila to obsežno temo. Maja, pozdravljena v studiu. Pozdravljena. Tako, torej, v tej oddaji bova poskušale predstaviti precej obsežen medicinski sistem, ki si mu posvetila tudi svoj doktorski študij, o katerem bo govora malce kasneje. Pa greva po vrsti. Torej, kdaj si se ti prvič srečala z Ajurvedo in na kakšen način in kaj te je pravzaprav privleklo k študiju te teme? Prvič sem se srečala z Ajurvedo na dodiplomskem študiju antropologije tukaj v Kopru pri predmetu antropologija azijskih religij. Tam smo malo bolj podrobneje raziskovali filozofijo, indijsko filozofijo, hinduizem, torej različne te religijske prakse, ki so prisotne v Indiji. In preko hinduizma smo se srečali tudi z Ajurvedo in z samo jogo. Zdaj, zakaj me je v bistvu sploh pritegnil medicinski sistem, je zaradi situacije družinske doma, ker je pač naš bližnji član družine trpel za depresijo in mi smo kar nekaj časa iskali kakšne druge metode zdravljenja, ampak pač neuspešno, oziroma nismo niti vedeli za te stvari. In tukaj sem nekako dobila neko novo znanje, ki sem ga potem kasneje raziskala malo podrobneje v seminarski nalogi in me je v bistvu tema zelo prepričala, zato ker temelji na v bistvu zelo različnih temeljih, kot recimo naša medicina je v bistvu zelo ekološko in naravno naravnana, temelji na teh naravnih zakonih, tukaj ni prisotne nobene kemije, v bistvu je vse neki naravni principi zdravljenja. Na drugi strani pa tudi pri predmetu medicinska antropologija sem videla, da obstaja tudi v Sloveniji, poleg naše biomedicine, tudi druge oblike zdravljenja. Tako da sem iz te seminarske kasneje prišla v članek, temo raziskala podrobneje v sami diplomi, kjer sem bolj na splošno raziskovala razumevanje in zdravljenje duševnega zdravja med pač našo medicino, psihiatrijo in pa indijskimi sistemi zdravljenja, ki jih je tudi na tistem kontinentu bistveno več, je ta pluralizem medicinskih praks prisoten. In potem me je stvar zapeljala tudi do odločitve, da v doktoratu, v doktorskem študiju se podrobneje poglobim v samo razumevanje in zdravljenje depresije. Torej, če greva spet po vrsti, oziroma poskušava na kratko, kako se da pravzaprav poljudno razložiti, kaj pravzaprav Ajurveda je? Če to lahko poskusiš. Ja, poskusile bomo danes v tej oddaji, pač to je zelo razdelan, kompleksen medicinski sistem, podobno kot biomedicina je tudi razvejan na 8 vej, od kirurgije, interne medicine, psihiatrije, porodničarstva, zdravega načina življenja in podobno. Drugače pa je to najstarejši medicinski sistem, kar ga pač poznamo, velja nekako tudi za mati vseh kasnejših medicin, ki se je razvijala na indijskem kontinentu, ki ga pač poznamo danes. Zdaj, vso to znanje izhaja iz Ved, to so najstarejši sveti spisi, ki so se dolgo prenašali ustno in kasneje so 3 veliki učenjaki, Čaraka, Sušruta in Vagbada, v bistvu to znanje nekako zapisali. In v bistvu ta dela so tudi temelj današnjega študija Ajurvede v Indiji. Recimo zanimivo je tudi to, da je
evropska medicina, ki je v bistvu temeljila na Hipokratovi osnovi, bila skoraj identična ajurvedi. In se je v bistvu kot taka tam do nekje do konca 18. stoletja oziroma začetek 19. stoletja tudi prakticirala v Evropi. Torej je bil Hipokrat pravzaprav inspiriran s tem, je vlekel svoje vednost pravzaprav iz ajurvede, če prav razumem. Tako so nekateri avtorji, ki nekako govorijo v to smer, da je tudi sam Hipokrat se v bistvu šolal na prvi ajurvedski univerzi, ki pa sega tam v 700 pred našim štetjem. Ne? Tudi vsa ta dela, ki sem jih omenila, sega v čas pred našim štetjem. Torej res gre za staro medicinsko tradicijo. Recimo tudi Pitagora naj bi se šolal na tej univerzi, kar se tiče dietetike in prehrane. Tako da zdaj, če pa gremo v samo nekako filozofijo ajurvede, v bistvu pravi, da vse v naravi sestavlja, vključno z človekom, 5 velikih elementov. Torej, če poznamo preko Aristotela, prostor, zrak, ogenj, voda in zemlja. Ampak v tem kontekstu element ni mišljen konkretno kot snov, temveč kot ta kreativna energija oziroma zavest, ki oddaja lastnosti posameznega elementa. In v bistvu teh 5 elementov gradi tudi 3 psihofizične sisteme, ki vladajo v vsakem človeku. To so doše. To najbrž... To nekako poznamo, ja, že iz teh poljudnih člankov o ajurvedi. Ja. No, nam lahko na kratko predstaviš v bistvu doše? Kaj to je, kakšen koncept si razložila, ampak pravzaprav kakšne lastnosti imajo in kako ajurveda z njimi operira? Doše so v bistvu biodinamični procesi v vsakem človeku, ki so grajeni iz teh 5 elementov. Torej obstajajo 3 doše, vata, pita, kapa. Zdaj, vata je grajena, v bistvu doše vladajo vsem biološkim, fiziološkim, psihološkim funkcijam. Torej, vse od dihanja, metabolizma do občutkov, kot pa tudi razmišljanja. In zdaj recimo vata doša je sestavljena iz prostora in iz zraka. In ima v bistvu lastnosti teh 2 elementov. Torej, prostor je, ta princip ima lastnost ekspanzivnosti, širitve v telesu, medtem ko pa zrak ima lastnost gibanja. In vata doša je tudi najbolj pomembnejša izmed 3 doš, zaradi tega, ker v bistvu poganja vse, kar je v telesu. Torej od mežikanja, bitja srca do obtokov, pač vse, kar je povezano z principom gibanja v telesu. Vlada živčnemu sistemu, kar je pač prepleteno celo telo, in v bistvu daje tudi pogon pita doši in kapa doši, ki sta statični. Okay, to se pravi, to je zdaj nekako analogija tudi z biomedicinskim sistemom, da lažje razumemo, ne, ki telo drugače deli. Se pravi, vata doši nekako odgovarja krvni sistem, krvožilni sistem, kot si rekla, tudi mišice? Ja, vse, kar je povezano z gibanjem. Ona daje to energijo gibanja v telesu, da vsi procesi, ki se izvajajo v telesu, jih poganja. Zdaj, potem imamo tukaj pita. Pita doša je grajena iz elementa ognja in minimalne količine vode. In ogenj ima lastnost preoblikovanja. Torej, pita doša v bistvu v telesu vse stvari preoblikuje. Torej, od tega, ko mi zaužijemo hrano,
da preoblikuje v hranilne snovi, da izloči neprimerne snovi, vlada vsem hormonskim funkcijam, metabolizmu, presnovi, absorpciji, nutriciji, pač vse, kar se v telesu preoblikuje. In potem imamo tukaj še zadnjo, kapha došo, ki je grajena iz elementa zemlje in vode. In zdaj voda ima lastnost podmazovanja, zemlja pa lastnost stabilnosti. V bistvu kapha doša je odgovorna za to, da naše telo se drži skupaj, da je zlepljeno, da smo tukaj kot fizična struktura in na drugi strani in v bistvu vlada tudi vsem tem trdnim strukturam v telesu, od kosti in zob. Na drugi strani pa voda, ki podmazuje, v bistvu dostavlja vodo v vsa tkiva, organe, podmazuje sklepe. Limfa tudi recimo, ne? Tako, tako. In v bistvu vlada imunskemu sistemu. Torej, v vsakem človeku se nekako prepletajo vsi ti trije principi, to je jasno, ne? Tako. Kako to Ajurveda potem določa? Kolikor sama vem, se nekako določi že nek osnovni tip kombinacije teh treh lastnosti in potem se skozi življenje to tudi spreminja in potem prihaja do neravnovesij oziroma do pač bolezenskih stanj, ne? Lahko poveš še kaj več o tem, no? Ja. Zdaj, Ajurveda pravi, da vsak človek se rodi z določeno proporcijo teh elementov oziroma doš. Seveda, vse te tri doše ima vsak človek. Ampak ona pravi, da v bistvu že, ne samo ob rojstvu, v bistvu že v času spočetja, ko se oblikuje zarodek, se v bistvu že določi, kako so ti elementi znotraj tega zarodka dodeljeni proporcionalno, kakšen delež ima. In v bistvu to določa našo biologijo, naš način razmišljanja, naše, tudi gre zelo globoko, naše genomske predispozicije. In potem Ajurveda to določa kot tip človeka. To je naša osnovna biološka konstitucija oziroma po Ajurvedi prakruti. In tako Ajurveda v bistvu že narekuje za vsakega človeka od rojstva do smrti, od jutra do večera in glede na sezono, kako naj ta človek živi. Kar se tiče prehrane, življenjskega stila, duhovne prakse, da v bistvu nekako ohranja to ravnovesje, ki mu je bilo že ob rojstvu dodeljeno. Mi lahko poveš en primer, recimo, da bomo lažje razumeli, ne vem, nekoga, ki je kombinacija, ne vem, kapha in vata doše, recimo. Ponavadi gre za kombinacijo dveh doš prevladujočih, ali ne? Ja, zdaj v svoji praksi v bistvu srečujem sploh tukaj na slovenskih tleh, da je veliko posameznikov dvodošičnih. Torej, da prevladujeta dve doši. In v bistvu ni ravno najbolj lahko uravnavati te lastnosti, zato ker so v bistvu diametralno nasprotne. Ker recimo vata posamezniki so zelo kreativni, zelo hitro se recimo zdolgočasijo, ker jim vlada ta gibljiva energija. In v bistvu ti ljudje tudi velikokrat delajo več stvari hkrati. Zato, ker jim je težko se ravno zaradi tega elementa prostora in zraka, ki ni nič konkretnega. Je v bistvu zelo taka gibljiva energija v zraku. Težko se osredotočiti recimo samo na eno stvar. Zato so pa tudi ljudje, ki so zelo, zelo kreativni, imajo zelo bujno domišljijo, ta notranji svet imajo zelo, zelo bogat. In težko so fokusirani na eno stvar, zato
delajo več stvari hkrati, ampak jih pa to na drugi strani meče iz ravnovesja. Zaradi tega, ker če mi želimo nekako uravnovesiti to gibljivo energijo, rabimo močno rutino. Zato, ker ni dobenega konkretnega elementa, tako kot je recimo pri piti ogenj ali pa pri zemlji, pri kapi zemlja, rabijo to rutino, da vsaj se zbujajo recimo ob isti uri, hodijo spat ob isti uri, imajo obroke ob isti uri, da vsaj tukaj je neki sistem redni. Se pravi, to, kar uravnoveša potem to njihovo prevladujočo energijo, ki gre lahko tudi preko v neke ekstreme in to povzroči potem neka bolezenska stanja, če prav razumem. Seveda, ker recimo ravno ta zračni princip te vate, ker ti ljudje tudi, ki imajo to bogato, bujno domišljijo, neprestano razmišljajo, analizirajo, skačejo od teme do teme in kadar ta energija se preseže na nek način, da jo zlorabimo, v bistvu tak zelo hitro postane anksiozen, tesnoben. Torej, vata posamezniki potem so v tem smislu lahko nagnjeni bolj k depresiji tudi? A je povezano ali... Tesnobi. Tesnobi. Ampak bomo se kasneje navezali tudi na, ko bomo govorili malo bolj o depresiji, obstaja tudi vata tip depresije, pita tip depresije in kapa tip depresije, ne? Ok, ja, zdaj za začetek sva tako te osnovne pojme razložili, bi pa v bistvu malček se vrnila še nazaj oziroma na razvoj ajurvede. Povedala si mi, da je pravzaprav v sodobnem času, sicer se spet vrača, ampak da se je ajurveda kar precej nekako bila potisnjena na obrobje. Torej, kaj se je zgodilo? A je bil kolonializem pravzaprav tisti krivec, zaradi česar se je to zgodilo? In kako se to v praksi v Indiji kaže? Ja, tako kot sem povedala na začetku, tam do konca 18. stoletja, začetek 19. stoletja, vemo, da kolonializem se je zgodil že precej prej. Recimo, Britanci so vzhodnoindijsko družbo ustanovili že leta 1600, ampak se je v bistvu Evropa tam do začetka 19. stoletja močno navduševala nad ajurvedo, nad to indijsko filozofijo, so prevedli ogromno del, ampak potem se zgodi v Evropi znanstvena revolucija, ki pa poseže tudi na polje medicine. In tukaj se sam koncept razumevanja zdravja in bolezni v Evropi močno spremeni. V bistvu gre razvoj oziroma pogled v mehanicistično razumevanje in gledanje na človeka in na samo bolezen. To pomeni, da so v bistvu prišli na idejo, da je človek kot stroj in da je v bistvu vsak del telesa se da nadomestiti. In tukaj so v bistvu tudi ločili od telesa. In seveda ta doktrina več ni sovpadala z tem celostnim in prepletenostjo in telesa in duše, ki je prej nekako vladala tudi na evropskih tleh, se to spremeni. In v bistvu so ta koncept prenesli tudi v Indijo in so na nek način začeli zaničevati, zatirati ajurvedo. Recimo leta 1833 so povsem prepovedali prakticiranje ajurvede in je bila potisnjena v bistvu zelo na rob. Ni, da se je prenehalo prakticirati, ampak se je nekako ohranila samo na podeželju med revnimi. Kar pa ima še danes na nek način svoje posledice. Sicer so potem v začetku 20. stoletja, ko so že bile te težnje k osamosvojitvi Indije, so se oblikovale dve struji.
da je ena struja šla v smer ohranitve te tradicionalne vednosti, tradicionalno prakticiranje ajurvede, medtem ko druga struja se je seveda pač navduševala tudi nad biomedicino in te bele halje, stetoskop okrog vratu, nekaj več je izgledala, ne, kot ajurveda. In ta druga struja je pa začela mešati, tako da je začela določene elemente iz biomedicine kombinirati z ajurvedo. In tak je tudi na nek način še vedno študij ajurvede danes v Indiji. Torej, to je Mahariši ajurveda ali ne? Ne. Ne, to je pač čisto posebna veja. Tako. Ker to, slišala sem že za Mahariši ajurvedo, kaj pravzaprav je to v primerjavi s tradicionalno, ali gre za tradicionalno tudi pri Mahariši ajurvedi? Ja, na nek način. Zdaj, Mahariši je, mislim, da tam v 50-ih, 60-ih nekako začel oziroma je poskušal prenesti ajurvedo v zahodni svet in jo je v bistvu na nek način tudi prilagodil zahodnemu človeku. Tako da ne moremo reči, da pač ta tradicionalna struja, da sovpada z Maharišijem. Tako da pač danes je v Indiji izrazit pluralizem medicinskih praks, tako da formalna medicina v Indiji je poleg biomedicine, te naše zahodne medicine, je uradna tudi ajurveda, je uradna homeopatija, sida medicina, unani medicina, joga, vse to je uradno. In ljudje se poslužujejo vseh teh metod, tudi različnih za iste stvari, ali so ponavadi usmerjeni v eno, pač gre tudi za neko izbiro, ideološko mogoče, ali pa... Ja, zato ker nekako biomedicino v Indiji danes povezujejo pač z modernostjo, z razvojem, z napredkom. Medtem ko ajurvedo še vedno, da je to tradicija, tradicionalna medicina, ki kot da nima dovoljšnega vpliva. Ampak se tudi to začelo spreminjati v Indiji. Recimo, ko mi zdaj doživljamo v Evropi zadnja desetletja, nekako bežimo v neke alternativne metode zdravljenja, je v Indiji bil nasproten proces. Tako da recimo, ko sem delala raziskavo v Indiji, 90% ljudi, prva izbira, če imajo neko težavo, je naša medicina. Šele ko nekaj časa se to poslužujejo, ko vidijo, da ni napredka ali pa so stranski učinki preveliki, potem se obrnejo na ajurvedo. Tako da na nek način v Indiji ima tudi ajurveda nek preporod, da se znova prebuja to znanje oziroma da ga ljudje so ga začeli spet bolj ceniti kot v tem prejšnjem obdobju. Mislim, da se tudi biomedicina pravzaprav vedno bolj sprejema, no? Da je bistvenega pomena, ne? Za razvoj bolezni in tudi potem za zdravljenje. Ampak te raziskave pač potekajo, so še mogoče sveže, še niso prodrle dajmo reči, mainstream, ne? Oziroma v prakse, ki se prakticirajo. Prav ta povezava med umom in telesom in pri ajurvedu tudi dušo, ne, ker gre tudi za en del religioznih principov, ne. Me zanima, ti si to pri tvojem doktorski disertaciji primerjala, pravzaprav, te metode pristopov k bolezni depresije. Mi lahko poveš, kaj si pravzaprav odkrila? Ravno, ne, najbrž to je tisti osnovni princip, ki se razlikuje. Kaj pa ostalo? V bistvu je tudi biomedicina v zadnjih 2 desetletjih šla recimo v bolj celostno
razumevanje posamezne bolezni. In je v ospredju biopsihosocialni model razvoja in zdravljenja posamezne bolezni. Kaj to je biopsihosocialni model? To pomeni, da ni samo biologija odgovorna za nastanek ali razvoj določene bolezni, torej če smo na primeru depresije, torej da ni samo porušeno kemijsko ravnovesje v možganih ali pa neravnovesje nevrotransmitorjev odgovorno za razvoj depresije. Temveč je pomemben tudi psihološka komponenta, torej naši vzorci razmišljanja, naše travmatske izkušnje, recimo v otroštvu ali v življenju, in pa tudi družbeni vidik je zelo pomemben. Torej, kakšne odnose imamo, v kakšnem okolju živimo, ali smo izpostavljeni revščini ali ne, brezposelnosti ali ne, kakšni so pogoji, naši delovni pogoji, kakšni so odnosi znotraj recimo delovnega okolja. Torej, vse te 3 komponente so pomembne pri razumevanju recimo razvoja depresije. In iz tega izhaja tudi, da samo zdravljenje mora biti na teh 3 nivojih. Ni dovolj samo biološko zdravljenje, kar se je v bistvu tudi v moji raziskavi pokazalo. Ker v bistvu tudi Ayurveda sloni na tem modelu, ampak ona gre širše, zato ker vzame v obzir še duhovni vidik. In v bistvu, kaj se je pri moji raziskavi pokazalo, v bistvu še kulturni vidik je recimo zelo pomemben. Tako da recimo, ko sem v etnografijah teh mojih pacientov, so se v bistvu izrisale 6 oblik kulturne depresije v Sloveniji. Aha, katere so te, lahko poveš? Eno so izgoreli posamezniki, ki delajo prekomerno, izgorevajo sebe preko sebe. Kajti v Sloveniji je delo naša zelo visoka kulturna vrednota. Ja. In šteješ in veljaš toliko, kolikor delaš. In v bistvu imamo tudi eno tak zanimivi rek, ko recimo človek umre, se potem ljudje pogovarjajo, kakšen je ta človek bil, in velikokrat, sploh če to bil delovni človek, rečejo, ja, ta človek je bil pa velik. Delal je do smrti. Torej, do smrti se je zgaral. Potem druga stvar je v bistvu problem individualizacije. To pomeni, zlasti so tu temu izpostavljene ženske, ki živijo in delajo skupaj z ožjim izborom družinskih članov, ki se neprestano vtikujejo v življenja, naša življenja, in vsi drugi najboljše vedo, kako ti moraš živeti. Potem so tukaj nerazrešeni in neprimerni, nepodporni, neljubeči odnosi v družini. Tu je tudi recimo velika razlika, da ljudje v Sloveniji vedno iščejo pomoč sami. Medtem ko v Indiji vsa družina gre zraven. To je izjemna razlika pravzaprav, ne? Dobro, pri nas imaš tudi družinske terapevte, ne? Ker nekako, mogoče so nekatere metode, ki tudi širijo, ne, ta krog, ampak tudi jaz poznam, večinoma se ljudje obrnejo sami, ne, ker imajo sami težavo. Ja, sigurno, da so tudi kakšni primeri, kakšen družinski član pride in podpre tega posameznika, ampak pač v mojih etnografijah tega ni bilo. Potem imamo tukaj zlorabo alkohola. Velik pač problem v Sloveniji, kjer se pač z zlorabo alkohola na nek način blaži neke stiske globoko v sebi.
Potem imamo tukaj tudi problem moških, ker še vedno je v naši kulturi neprimerno, da moški joče, da je moški v stiski. Zato tudi smo država z zelo visoko stopnjo samomora in najbolj prednjačijo moški. Ker pač ni dovoljeno, da moški izrazi svoja čustva in da sploh pride v neko psihološko stisko ali kakršnokoli drugo. Rečejo, kakšen moški pa si, ne? Mislim, ti moraš biti stabilen, trden, močen. Pač patriarhalni vzorci, ja. Tako, in smo v bistvu samo ljudje, ne. V bistvu se ravno pri moških se v bistvu depresija maskira pod zlorabo alkohola, pod skoki čez plot, deloholizmom verjetno tudi. Ja, fokus samo delo, hitra vožnja, vse to so prikriti vzorci. Tukaj v bistvu se skriva za temi maskami pač depresija oziroma neke psihološke, duševne stiske. Torej, pacienti, ki si jih ti etnografsko obravnavala, so se poslužili samo biomedicinskih metode zdravljenja depresije ali tudi ajurvedske? Torej, ljudje, ki si jih ti raziskala, s katerimi si ti delala raziskave? Ja, jaz sem v bistvu na eni strani obravnavala samo paciente, ki so se zdravili z psihiatrijo, in na drugi strani te, ki so se zdravili z ajurvedo. Nekaj malega se je najprej začelo zdraviti z biomedicino, pač v okviru psihiatrije, ampak niso na nek način nikamor prišli z tem. Tako da so iskali druge oblike zdravljenja. Ni zdaj, da so ravno ljudje iskali ajurvedo zato, ker so ajurvedo že poznali in ker so se strinjali z samo filozofijo in pristopi ajurvede, ampak še vedno pretežno gre ta vednost in izkušnje od ust do ust. Ni da na koncu, ko sem vrednotila nekako en in drug pristop, vsi so nekako prišli nazaj na zeleno vejo, nazaj v balans. Ampak recimo psihiatrični bolniki kasneje. Zato, ker v okviru psihiatrije se najprej pač predpišejo zdravila. Antidepresivi. In antidepresivi začnejo delovati šele čez 3 tedne. Pa še to vedno ni nujno. Ja, če ni pravilno izbrani. Včasih tudi se zelo dolgo časa iščejo ustrezna zdravila. Medtem ko pa v ajurvedi so pa znotraj teh 3 tednov že prišli nazaj v svoj balans. No, kako? Na kakšen način? Kako ajurveda k temu pristopi oziroma kakšne so te metode? Zdaj pač je kar velika razlika med zdravljenjem depresije v Indiji ali pa v Sloveniji. Zdaj v Sloveniji nimamo te res neke resne institucionalne oskrbe, kamor bi recimo tak človek lahko šel na tretma in tam ostal recimo mesec dni, tako kot je, ali več, kot je recimo v Indiji. Torej, depresiven človek gre v Indiji z družino k terapevtu, k zdravniku. Tako. In potem mora iti v neko ustanovo, kjer mu nudijo suport. Kako to izgleda? V Indiji je v bistvu človek najprej izpostavljen prve 3 tedne globoki detoksifikaciji oziroma globokemu razstrupljanju. To pomeni, da vsak dan se veča uživanje gija.
To je prečiščeno maslo, v bistvu čista maščoba. Ja. Zato, ker ghee ima to sposobnost, da se v bistvu veže na vse stene organov in črevesja in v bistvu začne trgati vse te plasti strupov, ama. To je taki gosti, lepljivi material. Če si to lahko si predstavljamo, kadar se nam zamaši odtok. No, saj lahko to primerjamo z zaprtostjo, s krvožilnimi boleznimi, ko se zožijo žile. To v bistvu zelo hitro vidimo, da gre za zelo, iste koncepte, samo drugače so razloženi in predstavljeni, ne? Torej, ja, in osnova je torej detoksifikacija, torej razstrupljanje, ki pa je, kolikor sem slišala, precej intenzivno, to je zelo intenzivno doživljajo ljudje. Ja. To gre tudi za prehrano, ki je prilagojena ali post. V bistvu te 3 tedne uživaš samo ghee. Aha, samo ghee. Samo ghee. Čisti ghee ali ima kakšen? Medicinski. Spet glede na kakšen tip si. Recimo pri vata posameznikih, zato ker imajo tudi probleme z prebavo, ker je bolj suha, oni ta medicinski ghee dobijo preko anusa. Se jim napolni črevesje z tem. Recimo Pita oralno uživa ta medicinski ghee. In potem, recimo kapa, pri kapa posameznih tudi. Samo gre pa vse... Načini očiščenja telesa so potem različni. Tako, spet na vata, pita, kapa, ne? To je pač zelo pomembno. Te stvari niso ravno ne vem kako okusne, ne, ko jih debatirava, ampak dejansko pri očiščevanju telesa se pač izločajo skozi naša različna izločala, ne, te strupi. Tako, ker pač cilj Ajurvede je, da je teh 14 velikih kanalov v telesu in majhnih kanalčkov pretočnih. Tu nastane bolezen. Zato to pomeni, da kadar je blokada nekje v telesu, ravno zaradi te ame, tega lepljivega, toksičnega materiala ali pač zamašene cevi, nič ne teče več skozi. Torej ne teče niti limfa, ne teče niti kri, ne tečejo niti tekočine organov, ne cerebrospinalna tekočina v možganih. In v Ajurvedi ne teče niti energija, ne more teči skozi. In to ustvarja v bistvu bolezen. In vse te metode očiščevalne, in vse to je podprto v bistvu z oljanjem. Z toplim oljanjem se v bistvu vsaki dan gnete telo, da se ta lepljivi material v bistvu zrahlja v tekočini in se vse izloča potem preko črevesja ali pa pri kapi z bljuvanjem. Ker pri kapi je ponavadi veliko tega materiala. Ta proces ima ime, to je pančakarma. Pančakarma, to je dostopno v Evropi, se da kam recimo iti na en tak proces razstrupljanja. To je najbrž zdravniško voden proces, to ne more kar vsak delati in kjerkoli delati. To je kar zahtevna stvar najbrž, ne? Ja, tu definitivno mora biti usposobljen ajurvedski zdravnik prisoten, ker pač lahko se hitro lahko pride tudi do kakšnih kontraindikacij ali pa kakšnih problemov, ne. Torej v Evropi tudi prakticirajo to metodo? Ja, zdaj najbližji, kaj bi rekla, da je na nekem bolj resnem nivoju, je tukaj pri Varaždinu. Center ajurvedski. Sicer ni zdaj to tako enako kot v Indiji, ampak je nek približek. Je tudi polno tega tudi v Avstriji. Zdaj sicer v Sloveniji
Imamo nek približek, sem slišala, ampak je še vedno malo težav na evropskih tleh, zato ker dosti teh nekih podpornih, zeliščnih formul, Ki so potrebne za ki so pri tem potrebne pri vsem tem procesu, sploh če se hoče, kadar ima človek, ne vem, neko resno bolezen, da se s temi stvarmi podpre, so omejitve. Omejitve v čem? Zato, ker želijo, da vsa ta zdravila, ki pridejo iz Indije, hočejo, da grejo čez enake procese kot Torej, naša. uvažati se jih ne da v bistvu. Ja, zato ker pač oni želijo vse te študije in teste in klinična testiranja in randomizirane študije. To so zelo dolgotrajni in dragi Tako da procesi. pač se v okviru tega malo štopa. Zato tudi recimo v Sloveniji se vse to bolj kot ne maskira v prehranske dodatke. Zdaj nekateri pa pač prinesejo neke stvari iz Indije, brez da pač kdo ve. Ja. Torej, če se vrnemo k depresiji, ne? Depresiven človek, ki gre k ajurvedskemu zdravniku po pomoč, gre skozi to razstrupljanje. To traja koliko časa? 3 tedne, če sem te prav razumela? Ali dlje? Ja, v Indiji je to razstrupljanje z gijem 3 tedne, potem še ostane človek v tej instituciji, zaradi tega, ker pač v ajurvedi pravijo, kadar najprej je treba res do korenin očistiti kanale. Šele potem dajati ustrezno prehransko in zeliščno podporo. Tako kot so meni razložili, da pač če kanali niso dobro očiščeni in damo mi neko zdravilo, bo delovalo samo na določeni meri. Mi pa moramo priti do korenine kanalov. Do korenin mora biti očiščeno in potem, da se vse te dobre stvari, podporne, zeliščne, prehrana začnejo dodajati. Koliko časa pa človek potem ostane recimo v tej terapiji, govorimo o nekem bivanju v neki ustanovi, centru ajurvedskem? Zdaj spet je odvisno, tudi depresija je lahko blaga, zmerna do zelo huda stanje, kjer človek res ne more nič in takrat tudi sama podpiram, da je kakšno zdravljenje z psihiatričnimi zdravili nujno. Zato, ker v takem stanju človek niti ni dovzeten za neko psihoterapevtsko podporo ali za, ne vem, za karkoli drugega, če se zdaj gibamo samo znotraj psihiatrije. Zdaj pri blagi zmerni depresiji se da ta stanja z lahkoto v Sloveniji z ajurvedo sanirati in spraviti na stanje ravnovesja ponovnega. Torej, ko se to vzpostavi ravnovesje po detoksifikaciji, razstrupljanju v tem procesu, mora še vedno človek potem ostane, mislim, v svojem življenju, se pravi, mora spremeniti navade. Se pravi, od tam naprej ajurveda predpisuje natančne metode življenjskega stila, če prav razumem. Kakšne so recimo? Glede prilagojeno popolnoma na recimo tvojo biološko konstitucijo, katera ti je bila dana ob rojstvu, oziroma imamo tukaj še prakruti, nasproti temu je vikruti. To je pa odklon od naše osnovne biološke konstitucije, ki pač zanimivo je pa lahko moten že v času spočetja zarodka. Torej je spet odvisno, koliko je mama, ki nosi otročka, koliko je podvržena recimo stresu. Ta izjava je recimo tudi popolnoma se sklada tudi z biomedicinsko razlago. Recimo smo delali neke projekte, kjer se je v bistvu na nek način dokazalo, da sploh ko je bil ta proces recimo osamosvojitve Slovenije,
Te mame, ki so takrat zanosile in nosile otročka, hočeš ali nočeš, smo mi bili izpostavljeni stresu. In v bistvu se je skozi določen projekt, ki smo ga izvajali na Družbeno-medicinskem inštitutu, izkazalo, da je kar velika večina potem teh otrok v adolescenci ali kasneje v času študija začela dobivati, razvila motnjo razpoloženja. Ker je zelo pomembno, v kakšnem stanju je mama, ki nosi otroka. Tako da je lahko to, ta prakruti v bistvu že v času spočetja porušen. To ajurvedski zdravnik potem v bistvu lahko na podlagi zaznavanja srčnega utripa, ne? Ja, pulsne diagnostike. Lahko ugotovi, kateri je prakruti in kateri je potem vikruti. Kako se to pri dojenčkih lahko? Vedno se gleda vikruti. Vedno se obravnava neravnovesje. Vikruti. Trenutno stanje dož. Trenutno stanje dož. Okay. Kako pa potem diagnosticirajo, oziroma kako pa določijo prakruti? A se to da določiti ali tendenca bolj k temu, da si tega ne razumem povsem? Ja, to je zdaj ni ravno tako najlažje. V bistvu recimo jaz, ko poskušam ugotavljati ravno to neravnovesje in kao to osnovno konstitucijo, v bistvu obstaja en protokol vprašanj, takega izčrpnega intervjuja, ki te v bistvu vodi tebe od nekako nekih začetkov razumevanja, pač ti kot otrok in pač vse do danes. In v bistvu ti skozi ta vprašanja že v bistvu gledaš in tipaš, kaj je recimo, ne vem, katere značilnosti so veljale za posameznika, ne vem, skozi celo otroštvo, odraščanje in gledaš mogoče zadnja leta, ali so se te stvari kaj spremenile, ne? In pol jaz tukaj iščem neravnovesje in morebitni prakruti. Zdaj seveda, pač jaz to ker sem pač terapevtka, nisem zdravnica. Zdaj zdravnik ajurvede, ki gre skozi ta 6 let, 7-letni študij ajurvede, ima v bistvu te stvari bistveno bolj izdelane in hitreje pride do teh stvari. Ampak vedno se pa, recimo tudi, ko sem jaz bila v Indiji, na Pančakarmi, so mi dali v bistvu samo vprašalnik za rešiti. In sem ga rešila glede na zdaj, ta trenutek. Ne to, kar mogoče pred 5 leti sem pa jaz bila, ne vem, v načinu razmišljanja ali pa ne vem, moja prebava je bila pa nekaj drugega. Zdaj. Razumem. To. Ja, ta trenutek je ta pomemben. Trenutek, ja. No, torej, odprla si že to temo, ti se ukvarjaš tudi s terapevtskim delom, z masažami in različnimi metodami, no, ajurvedskimi, ki so pač, ne, ki si se jih priučila oziroma naučila. Pa me zanima, če mi lahko poveš, no, s čim se ukvarjaš? Ja, zdaj izvajam pač ta ajurvedski posvet, kjer pač probam posameznika čim bolj spoznati. V bistvu je tudi to ena kombinacija moja lastna, ko bi rekla, da malo metodo iz medicinske antropologije uporabim, nekaj to vednosti iz ajurvede, kot pa tudi to vednost iz biomedicine. Tako da pač isto peljem človeka od začetkov zavedanja, torej od otroštva pa do danes, in potem se vidi skozi ta izčrpen intervju, kje so mogoče tisti ključni momenti v življenju posameznika, ki so bili nekako na nek način tudi neki povod, vzrok za trenutno neravnovesje te moje stranke. In na podlagi tega potem opremim, za kakšno prehrano naj uživa,
recimo kakšne sprostitvene metode se naj poslužuje. Recimo pač zelo pomembna zame je pranajama, dihanje. Tudi meditacija, joga, vse to je del iste znanosti. Seveda, del ajurvede. Seveda, to je pač ta, ko bi rekla, mogoče bolj fizična komponenta ajurvede, na drugi strani pa tudi sama joga je način, kako obvladati ta neprestan, aktiven ki nam v bistvu dela največ težav. In preko tega, da mi začnemo nazaj pridobivati nadzor nad svojim umom. Ker kadar nas on prevzame, pol smo pečeni. Pol pač rabimo nekaj časa, da se razstrupi malo in da počasi ga začnemo mi nadvladati, ne. In potem so tukaj pač zelo pomembne te podporne oljne masaže, terapije. Zdaj tudi tu je moj pristop malo poseben, ker v bistvu kombiniram to oljno terapijo, masažo, abjango, skozi ta vroča olja masažna, ki se jih v bistvu vtira v telo, ti že mehčaš in razbijaš te zamaške, ki so v telesu. In zraven uporabljam še marma masažo. Kaj je to marma masaža? Marma, to je 117 točk na telesu, podobno kot akupunkturne točke v kitajski medicini, s tem, da v ajurvedi se bolj v bistvu uporablja ta fizični pritisk, ne pa iglice. To so v bistvu točke zelo bogate z energijo, z zavestjo in v bistvu služijo kot most med telesom, umom in zavestjo ali duhom ali dušo. In v bistvu sama stimulacija teh poti sporoča telesu, da začne proizvajati točno to, kar telo potrebuje. Torej zraven tega, da v bistvu razbija tudi kanale, na novo spet vzpostavlja povezave, ki so bile predtem motene ali pa prekinjene zaradi teh zamaškov, blokad v telesu. Torej stimulira določene, če razmišljamo o biomedicinskih konceptih, v katerih pač smo nekako vzgojeni, stimulira neko proizvodnjo nekih snovi v telesu, ki pač potem pomagajo k večji vitalnosti, dajmo reči recimo hormonov in podobnega. Seveda, tako. Tudi v bistvu zelo močno podpre avtonomni živčni sistem, uravnava parasimpatični in simpatični živčni sistem, v bistvu začnejo se izločati ti pomembni hormoni, serotonin, dopamin in te stvari. V bistvu je zelo močen pristop. No, sej k tej temi se bomo vrnili še v drugi oddaji, v kateri boš ponovno gostja in nam boš razložila nekaj metod samomasaže, marma točk, preko katerih si lahko ljudje potem sami pomagajo. Jaz bi se zdaj ustavila mogoče še na nekaj ostalih metodah, če nam poveš, katere metode še ajurveda recimo pri praksi, pri prakticiranju prav teh fizičnih, recimo fizične prakse, no, ker vem, da slišala sem že za to polivanje glave z olji, torej širodara. Tako. Mi razložiš malo bolj, kaj to je? Ja, širodara je star postopek, kjer se v bistvu v enakomernem curku poliva toplo olje ali topla voda ali toplo mleko. Zdaj recimo pri pitastanjih, to so ognjeni, vroče, se uporablja kontra hladna. Hladna olja ali pa mleko. Enakomeren curek na tretje oko. In to v bistvu sproža res globoko
detoksifikacijo, razstrupljanje uma. In zelo močno regenerira in podpre živčni sistem. To je v bistvu nujni, nepogrešljivi del recimo pri obravnavanju nekih duševnih neravnovesij ali duševnih bolezni. To se pravi, to nekdo, terapevt v enakomernem curku. Ja, v bistvu ti ležiš lepo na tej masažni mizi. Ja. Nad teboj je v bistvu iz stene ali pa z pomočjo taka velika posoda, kjer se noter vlije toplo medicinsko olje, je iz tega ven ena taka pipica. In potem terapevt v bistvu ti nastavi, da to teče direktno na tretje oko. V začetku lahko se v bistvu poliva po celem čelu, da se v bistvu res sprosti ta predfrontalni korteks, ki je ful podvržen stresu in prekomernemu aktivnemu umu. To si najbrž poskusila, seveda, kakšni občutki so? Super. Mislim, ponavadi je me peljalo v neka stanja zavesti, v glavnem ni me bilo tu. Aha, spravi, zelo globoka relaksacija tudi. Zelo. Ponavadi tudi te res odnese, da potem, ko se zbudiš, je res tako blaženo stanje, prijetno, v katerem bi kar ostal človek, ne. Se je najbrž podobno kot neka dobra masaža, ne? Tako, tudi, tako. Podobno se lahko izzove skozi marma masažo, ista stanja, ne. Je pa res, da pač zdaj v bistvu če se naslonim na moje delo, v bistvu že skozi Širodaro ali pa skozi marma masažo glave, se v bistvu začnejo prihajati na površje vse to, kar smo potlačili. Ponavadi, zato ker se v bistvu razbijajo ti kristali nerazrešenih čustev ali pa potlačenih čustev. Ali pa pač vse, kar tlačimo, s čimer se nismo soočili, pride to na površje. Tako da se spomnim ene stranke, ki je sploh v začetku, ki se to res čisti, ta je vedno imela močne odzive, da recimo prva 2 dni, ampak to je normalno pri teh metodah, da je recimo zelo ji bruhala jeza, agresija ven. Se spomnim tudi iz svoje izkušnje na moji pančakarmi, ki pridejo stvari ven, ki sploh ne veš, da si jih imel. Da si jih imel in te res preseneti, ampak mislim, v samem času tega soočanja ni to najlažje. Ampak imaš potem podporo, recimo, če si v nekem ajurvedskem centru, je tam podpora tudi, psihološka podpora tudi, ti se lahko greš pogovoriti o teh stvareh. Tako. Če pa, v bistvu... Ja, najtežje je to, ko človek skuša reševati neke svoje stiske in ne more si vzeti tega časa in prostora, ki bi si ga mogel. Ampak pač ljudje so vpeti v službo, v družine, imajo otroke. Tisoč obveznosti. Seveda ne morejo si vzeti bolniške, ker pač te metode niso zdravstveno pokrite, lahko si vzamejo samo dopust, ampak je težje potem na tak način delati. Bistveno in najlažje je, da si človek lahko vzame vsaj 2 tedna, 3 tedne in gre v eno tako institucijo, da res od jutra do večera je v bistvu poskrbljeno zanj. Zato, ker taki ljudje v bistvu so nezmožni tudi ustrezno skrbeti zase. Tako da potem od joge, dihanja, meditacije, zjutraj in zvečer, 2 terapij, dopoldan, popoldan, obroki primerni točno za recimo tvoj problem. In v tem času tudi malo človek se priuči
nekako nekega stila življenja, ki je tak, da nisi v tej instituciji in samo ti dobiš neka pisna navodila, je večji izziv. In Ja, seveda. znotraj te institucije imaš tudi svoj čas in prostor, da vse to, kar ti začne bruhati ven, se lahko ti soočiš s tem. Torej, je tudi psihološki, se pravi, poleg ajurvedskega zdravnika imaš tudi nekdo drug, ki ti nudi lahko Ne, to je vse prepleteno. Mislim, recimo v ajurvedskem centru. Ja. Torej, to so različni ljudje, ki ti nudijo podporo tam. Ne, to je zdravnik. To je zdravnik, zdravnik Ja. je za vse. Terapevti pa so ti, ki potem izvajajo. Ne? Zdravnik naredi ta pogovor s teboj ali pa izpolniš vprašalnik in pač te povpraša o določenih stvareh in v bistvu na podlagi tvojih težav predpiše terapevtski program, ki je bolj predan terapevtom. Ampak imaš pa ti neprestano možnost za kadarkoli se obrniti na njih. Ja, tako, ok. Za danes mislim, da sva kar izčrpali temo oziroma čas. Naslednjič se bova posvetili še marmaterapiji, oziroma pravzaprav ne marmaterapiji, samo masaži določenih marma točk, ki jih bo Maja predstavila, njihovo delovanje za določene simptome. Predvsem se bova osredotočili na anksioznost, depresijo in nekatera druga telesna stanja. Tako da vas vabim, da se nam pridružite tudi naslednji teden v oddaji Eno jabolko na dan. Za danes pa lep pozdrav. Hvala, Maja, da si bila naša gostja in Hvala vam. vse dobro. Do naslednjič.